Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci v pisanem maju, ki se že nagiba skoraj k koncu. V teh dneh pa beležimo tudi pestro dogajanje v samem mestu in njegovi okolici. Nekaj dogodkov smo zabeležili tudi za informativno oddajo tega tedna, zato ste prijazno vabljeni k ogledu. Simona Babič iz Slovenske Bistrice predstavila svoj knjižni prvenec. V Slovenski Bistrici je rokodelski praznik in razstava keramike. Društvo invalidov Črešnjevec in Zveza delovnih invalidov Slovenije organizirala revijo pevskih zborov Društev invalidov in Zveze delovnih invalidov Slovenije. Na Anšnikovem gradišču na Pohorju potekajo ponovno arheološka izkopavanja v okviru mednarodnega projekta Rojstvo Evrope. V Slovenski Bistrici delovni obisk delegacije Državnega sveta. Nepridipravi kradejo gorivo celo iz lokomotiv. V rubriki Lokalne novice objavljamo zanimive dogodke, ki smo jih posneli v domači občini. V Bistriškem gradu so v petek 15. maja predstavili knjigo Simone Babič z naslovom Vzhod sonca, ponovno Simonca. Avtorica se je v Slovensko Bistrico preselila pred 8 leti. Po poklicu je sicer gradbenica, vendar se že več let ljubiteljsko ukvarja s pisanjem. Lani pa je napisala svoj prvi roman, ki je izšel v samozaložbi. Torej, ideja o knjigi Vzhod sonca, ponovno Simonca se je porodila iz razmišljanja o ljubezni. In sicer o ljubezni, ki jo imamo v sebi, najprej v sebi in ko imamo radi sebe, brezkompromisno, takrat lahko imamo radi tudi druge. To je bilo moje mišljenje zaradi tega, ker raziskovala sem to pri sebi. Polni smo nekih strahov, da nekaj ne zmoremo, ne znamo, nismo dovolj dobri, dovolj pametni, na dovolj visokem položaju in si postavljamo ovire sami. Jaz pa menim, da tako kot pravi naslov moje knjige Vzhod sonca, imamo vsak dan priložnost začeti znova, z novim korakom. In to si moramo dovoliti, moramo si upati, si dati to priložnost. In jaz mislim, da gre. Tako sem poskusila sama, za začetek. In v kolikem času ste napisali to knjigo? Zanimivo je, kako sem jo napisala, in dejansko napisala sem jo v 30 dnevih. Skoraj sama tega nisem mogla verjeti. Zatekla sem se v eno staro vasico v Dalmaciji in bila sem za debelimi kamnitimi zidovi, v katerih so že bile napisane zgodbe drugih ljudi. In mislim, da so mi tudi te zgodbe pomagale, da sem našla ta vzvod sebi in zaupala ter začela pisati. Do lani sem pisala samo kratke zgodbe in to ravno zato, ker si nisem zaupala, da zmorem kaj več. Torej, knjiga, kot ste že rekli, govori o ljubezni. Kakšna je vsebina na kratko? Vsebina na kratko govori o očem prikriti ljubezni dveh, ki sta se srečala v društvu za naravno zdravljenje. Torej, on, že izkušen zdravitelj, in ona, ki bi to šele želela postati. Ob tem pa je seveda raziskovala, ali bi lahko med njima vzklila tudi ljubezen. Ali je našla svojo ljubezen, bo razkrila vsebina v knjigi. In tudi torej to alternativno zdravljenje, en del je posvečen raziskavi o tem naravnem zdravljenju. In dodano je moje osebno mnenje, da energija je ena, ki nas obdaja, zato tudi različna imena, bioenergija, reiki in pa ponovna povezava, kot jo jaz navajam v svoji knjigi. Jaz menim, da je to vse eno in isto, kot sem imenovala en in isti šmorn. Ena energija vsem dostopna, če mi znamo z njo upravljati, sebi v prid, na tem
veliko delamo, potem lahko pomagamo tudi drugim. In jaz mislim, vsak je najprej zdravilec sam sebi, potem pa še svojim domačim in širše. Svoje mnenje bi seveda radi posredovali širši javnosti. Torej boste knjigo prevedli tudi v več tujih jezikov? Ja, to imam namen še v tem letu, prevesti v angleški in nemški jezik, pa hrvaščino. Seveda pa boste najprej tudi po tej predstavitvi v Bistriškem gradu knjigo predstavili še tukaj v Slovenski Bistrici ponovno in tudi v širši okolici. Seveda. Najprej bi jo rada predstavila sokrajanom. Tukaj živim od leta 2007 in sem se zelo dobro uživela. Imam čudovite sosede, ki mi pomagajo na teh mojih poteh. In naslednja predstavitev bo v knjižnici, tu, kjer zdaj sem, Josipa Vošnjaka, kasneje pa grem širše po Sloveniji. Imam željo predstaviti ljudem to knjigo. Občina Slovenska Bistrica, Zavod za kulturo, Center domače in umetnostne obrti ter Rokodelska zadruga so vabili 16. maja na prvi rokodelski praznik s spremljevalnim programom 3. mednarodnega trienala keramike. Center domače in umetnostne obrti praznuje letos 12. rojstni dan. Pobudnica za njegovo ustanovitev je bila Ljubica Zgonec Zorko, ki center vodi še danes. V vseh letih delovanja so izvedli številne delavnice, na katerih so udeleženci spoznavali skrivnosti gline, ustanovili pa so tudi slikarsko sekcijo. V delavnicah in na razstavah je sodelovalo tudi veliko otrok, predstavili pa so se tudi odrasli člani in članice. Center je gostil in organiziral tudi bienale otroške keramike in odprl 3. mednarodni trienale z naslovom Od tradicionalne do sodobne keramike. Lani so v centru ustanovili rokodelsko zadrugo, v kateri želijo povezati ljudi, ki imajo veliko rokodelskih veščin in bi lahko svoje znanje posredovali tudi mlajšim generacijam. Rokodelstvo je bilo v zadnjih desetletjih potisnjeno na stranski tir, zato so se rokodelci združili v konzorcij rokodelskih centrov Slovenije. Rokodelski praznik pa je morda v marsikaterem obiskovalcu porodil idejo, da bi tudi sam postal rokodelec. Na njem so se namreč predstavili številni slovenski rokodelci. Konzorcij rokodelskih centrov in Slovenjebistriška rokodelska zadruga pa bosta lahko nudila idejo za samozaposlitev v socialnem podjetništvu. Mednarodni trienale keramike, na katerem so sodelovali tudi ustvarjalci Centra domače in umetnostne obrti Slovenska Bistrica, pa je še dokaz več, da je glina kot osnovna tvarina naših prednikov, iz katere so izdelovali uporabne in dekorativne predmete, vedno bolj aktualna, ravno tako pa tudi lončarstvo in keramičarstvo. Glina je bila tudi na pričujoči razstavi snov, ki je navdihnila tako domače in tuje umetnike, ki so obiskovalcu pričarali izdelke z dušo. 16. maja je potekala v Slovenski Bistrici 17. revija invalidskih pevskih zborov. Organizacijo revije je prevzelo Društvo invalidov Črešnjevec, ki letos praznuje 20 leti delovanja, prireditev pa je tudi del projekta Občina po meri človeka. Revija je potekala v času, ko v Sloveniji obeležujemo teden ljubiteljske kulture. 20 pevskih zborov se je pripeljalo v Slovensko Bistrico iz različnih krajev Slovenije, njihov program je zajemal slovenske narodne in ponarodele viže, okrog 800 grl pa se je združil tudi v skupnem nastopu. Revijo so finančno podprli Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, Občina Slovenska Bistrica in Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
Ančnikovem gradišču pri Orišni vasi na Pohorju je letos ponovno živahno. Že slaba 2 tedna na pomembnem najdišču potekajo arheološka izkopavanja, ki jih v okviru čezmejnega projekta Rojstvo Evrope v sodelovanju s skupino arheologov Stik izvaja znanstveno-raziskovalni center SAZU. Sicer pa projekt 5 partnerjev iz Slovenije in Hrvaške, ponovno prebujena arheološka najdišča, sodobna interpretacija dediščine kot temelj kulturnega turizma, vodi Zavod za kulturo Slovenska Bistrica. V mojem ozadju vidite, so že pridni arheologi, potekajo arheološke raziskave in sicer je glavni cilj našega projekta v okviru, se pravi vseevropskega, da se pač dokončajo arheološke raziskave na Ančnikovem gradišču. Vsi, ki spremljate, veste, da so arheološke raziskave potekale vrsto let, se pravi letos obeležujemo 30-letnico od prvih teh mladinskih raziskovalnih taborov, pa potem zadnje arheološke raziskave so bile 2010. Potem je nekako prišla pobuda iz občine, pač, da bi se to najbolj raziskano, vsekakor arheološko najdišče v občini Slovenska Bistrica nadgradilo, se pravi se uporabljalo za pomene kulturnega turizma. Zato smo na Zavodu za kulturo skupaj s hrvaškimi in slovenskimi partnerji spisali projekt in naš glavni rezultat bo, se pravi, raziskan ta severni del do sedaj še neznanega dela arheološke naselbine oziroma Ančnikovega gradišča. V okviru projekta boste izvedli tudi več zanimivih delavnic. Seveda izvedli bomo kar 5 interaktivnih doživljajskih delavnic, sliši se zelo strokovno, ampak ne bo. Se pravi, zelo zanimivo bo, ni namenjeno, ker so pač delavnice samo otrokom, ampak družinam, staršem, vsem, ki jih zanima izkustvo preteklega življenja. Tako že to soboto vabimo ob 10. uri se bomo zbrali na Ančnikovem gradišču, kjer bo potekala prva delavnica. Izvajali jo bodo arheologi in izkušeni animatorji iz skupine Stik. Se pravi, so tudi člani naše arheološke ekipe. Tako da se pravi, delavnice so predvsem take, da na lastnem izkustvu oni spoznavajo udeleženci, obiskovalci, kako se je nekoč živelo na Ančnikovem gradišču, kakšna je bila naselbina, recimo prišli bodo tudi rimski vojaki, kovač bo, metalurg, talili bodo rudo, postavili si bodo obzidje, saj je bilo Ančnikovo gradišče nekoč globoko, visoko utrjena naselbina. Pekli bodo kruh, tako da res bo zelo zanimivo. V maju bo potem 1, pa potem še 2 v mesecu juniju in 2 v mesecu juliju. Tako da spremljajte nas na naši spletni strani www.rojstvo-evropa.si, pa tudi lokalne medije. V okviru projekta Rojstvo Evrope pripravljate tudi promocijski material, kaj vse bo na voljo? Ja, pripravljamo ga zdaj v mesecu maju in sicer pripravili bomo plakate, preko katerih bojo obveščeni obiskovalci, da se tu nekaj dogaja, da je projekt, preko katerega v bistvu tu izkopavajo. Potem bomo pripravili še zloženko projektno, pa skupno projektno brošuro, v kateri bojo predstavljeni potem vsi partnerji tudi na projektu, naše skupne aktivnosti, vse ostale še. In pa zelo zanimiva bo zloženka, kjer smo se nekako zamislili to skupni zemljevid, ki nas povezuje vseh 5 partnerjev preko vseh 5 arheoloških najdišč, tako da bo tudi malo didaktičnega, da bojo otroci zbirali, ko si bojo ogledali vsakega od najdišč, bojo zbirali nalepke in potem, ko bojo vseh 5 zbrali, bo to tudi neki zaključek in bojo zato dobili neko simbolično nagrado. Arheološka izkopavanja na Ančnikovem gradišču potekajo pod vodstvom doktorice Zvezdane Modrijan. Ja, Ančnikovo gradišče je pomembna naselbina iz časa poznorimskega obdobja, recimo iz 3. in 4. stoletja, in je bila raziskovana že od 80. let prejšnjega stoletja, tako da o njej že tudi precej vemo. Zdaj pa poskušamo v okviru projekta Rojstvo Evrope pa ugotoviti še zadnje nejasnosti, recimo o poteku njenega obzidja in še nekatere detajle o sami naselbini. Kako torej potekajo sedaj ta izkopavanja? Kaj pričakujete od njih? Ja, naša naloga letos je, da dobimo še neraziskani severni del obrambnega obzidja. Namreč ta naselbina je bila po velikem delu obdana z obrambnim zidom, razen na vzhodnem delu, kjer je strmina tako velika, da to ni bilo potrebno. No. Ampak med izkopavanji leta 2010 so tamle že odkrili vhod v naselbino in del obzidja, potem so mogli pa končati. No. In naša naloga letos je, da dobimo, kako se
obzidje potem priključi na tisti že raziskani del. In to se zdaj tukaj dogaja. Ste morda v teh dneh že našli kaj posebnega? V bistvu smo že dobili ruševino zidu samega obzidja in nekako že slutimo njegov potek naprej dol po pobočju. Seveda, kot na večini teh naselbin, že v ruševini je ogromno poznoantične keramike, odlomkov posod. Dobili smo pa tudi nekaj lepih kovinskih predmetov, lahko pol pogledamo en tak pozno-rimski pasni okov, ki je bil recimo nek znak vojaške noše. Tega smo bili pa zelo veseli že. In kdaj pričakujete, da boste zaključili z deli? Kdaj boste predstavili prve rezultate? Prve rezultate predstavljamo že sproti na raznih delavnicah z zloženkami tedenskimi, ki jih lahko ljudje dobijo na Ančnikovem gradišču, pa tudi v Slovenski Bistrici. Potem bomo imeli pa še nekaj tiskovnih konferenc in predstavitev tudi v Jurišni vasi, v Slovenski Bistrici. Zaključujemo pa nekje konec junija. Zdaj nikoli ne vemo čisto točno, kako bojo dela potekala in kdaj bo točno zaključek. Na povabilo župana občine Slovenska Bistrica dr. Ivana Žagarja se je v sredo 20. maja na delovnem obisku v Slovenski Bistrici mudila delegacija Državnega sveta. Državni svetniki so se z županom pogovarjali o aktualnih razmerah v občini, prav tako pa so obiskali podjetje Impol. Predvsem, kar bi želel povedati, je to, da Državni svet z svojim prisostvovanjem in aktivnostjo na lokalnem področju se spoznava z določenimi problemi in seveda tudi z določenimi dobrimi zgodbami, ki jih v Sloveniji vsekakor premoremo. Danes smo imeli zelo dober sestanek z županom, gospodom Žagarjem in njegovimi sodelavci. Veliko smo se pogovarjali o obvoznici, veliko smo se pogovarjali o problemih, ki jih tare občina Slovenska Bistrica. Posebej pa smo se seveda seznanili z situacijo v Impolu, ki je res eden od biserov naše industrije in res smo ponosni, da imamo taka podjetja, pa vendarle na drugi strani mora država poskrbeti, da vzpostavi jasne in realne pogoje za razvoj, za vso infrastrukturo, ki je potrebna za takšno podjetje, kot je Impol. To tudi dokazuje dejstvo danes, da lokalna skupnost, to se pravi občina Slovenska Bistrica in pa podjetje Impol dobro sodelujejo in se poskušajo seveda skupaj pribiti do tistih osnovnih infrastrukturnih problemov oziroma rešitev, ki jih mora na nek način zagotoviti država. Državni svet bo tukaj preko svojih pristojnosti in pa tudi preko državnih svetnikov poskušal urediti vse, da do teh stvari pride čim prej. Res pa je, da je to treba na to dobro voljo potrebno najti na državnem nivoju, predvsem na področju ministrstva in pa vlade. Impol kot odgovorno podjetje do svojih družbenikov oziroma delničarjev ter do vseh deležnikov v okolju želi ohraniti svojo pozicijo na tak način, da bo v bodoče ustvarjal še večji dohodek na zaposlenega, večji dohodek, ki mu bo omogočal stabilen razvoj. In eden od problemov, s katerim smo se danes soočili, je tudi ta problem, da je Impol nekje vpet v to mestno sredino v Slovenski Bistrici, tako da mu je potrebno na neki način za nadaljni razvoj priskrbeti boljše pogoje za dostop v okolje. To pa pomeni, da je potrebno v bodoče posvetiti kar nekaj pozornosti temu, da bo to okolje omogočilo, in to pod okolje mislim seveda tudi državo zraven, omogočilo, da se bo izgradila v tem okolju obvoznica okrog Slovenske Bistrice, da se bo zagotovilo ustrezne elektrovode, ki bodo Impolu omogočale ustrezno preskrbo za električno energijo, tako da bo potem Impolov nadaljni razvoj čim manj moten
in da bo Impolo še naprej v bodoče omogočal, da bo dosegal visoko dodano vrednost na zaposlenega in s tem seveda omogočal tudi ustrezen razvoj, ustrezne plače vsem in pa predvsem temu okolju, da bo lahko ustrezno dolgoročno živelo v tem smislu, da mu bo Impol omogočal z prilivi dodane vrednosti v to okolje, da bo tudi vsi ostali deležniki, ki se na to navezujejo, da bodo imeli možnost svojega nadaljnjega razvoja. Državni svetniki so nam zagotovili, da bodo na vseh področjih, kjer lahko kakorkoli prispevajo, delovali pozitivno in pomagali, da bo predvsem gospodarstvo imelo takšne pogoje, da bo lahko dosegalo takšne cilje, kot sem jih malo prej tudi navedel, da so Impolovi cilji. Nam konkretno lahko pomeni to, da lahko širimo svojo dejavnost na nekatera področja, kjer imamo danes mrtev del zemljišč, ki jih ne moremo uporabljati, ker nam v tem trenutku poteka ena od komunikacijskih poti, praktično lahko rečemo preko industrijske cone Impola. Ja, mi, ko smo se srečali z najvišjimi predstavniki državnega sveta, smo seveda osvetlili tudi probleme, s katerimi se srečujemo. Zdaj en del je bil vezan seveda na problematiko, ki ni skupna samo naši občini, ampak je skupna pravzaprav celotnemu območju Slovenije, torej vsem občinam. Gre seveda za vse težave, ki so povezane z financiranjem občin, tudi za izvajanjem različnih nalog. To pa tudi zaradi tega, ker je zdaj v tem času pravzaprav državni svet tako rekoč edini formalni predstavnik lokalnih skupnosti. No, po drugi strani smo seveda opozorili na razvojne načrte, ki so pri nas prisotni v občini Slovenska Bistrica, ker imamo zelo jasno vizijo. Ti načrti so seveda rezultat dela na eni strani torej javnega, na drugi strani tudi seveda gospodarstva, tukaj kot je Impol. Osrednji ta projekt je v bistvu to inovativno središče, ki je vezano na širitev Impola, tudi v smislu razvojnih projektov, pa ne samo tega, gre tudi za seveda nadgradnjo našega srednješolskega programa, tudi v smislu podpore gospodarstva. Gre za to, da bi tudi skozi srednješolski program želeli izobraževati kadre, ki jih pravzaprav gospodarstvo, kot je Impol, tukaj pri nas potrebuje. In ne nazadnje smo se dotaknili seveda tudi te obvoznice, ki pa ne pomeni samo obvoznico v smislu ceste, ampak pomeni tudi ta energetski koridor, brez katerega na eni strani ni mogoče širjenje torej te industrijske cone Impol, na drugi strani pa seveda pomeni to, ta obvoznica bi seveda pomenila tudi dodano vrednost, kar se tiče spobivalnega okolja, kar se tiče varnosti, tudi kar se tiče ekologije v samem mestu Slovenska Bistrica. Zdaj, tako kot je projekt zastavljen, je to klasičen integriran razvojni projekt, v katerem so udeleženi na eni strani torej gospodarstvo, na drugi strani javni sektor in jaz se seveda v neki razumevajoči, da ne bom rekel normalni družbi, sploh ne znam predstavljati, da ne bi ta projekt bil ustrezno podprt, posebej še zato, ker prinaša ne nazadnje tudi dodatna in prinaša in ohranja seveda delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, o temer pa mi ves čas pri nas v Sloveniji tudi poslušamo. Policisti Slovenjebistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete so obravnavali 14 kaznivih dejanj, od tega 9 tatvin, 3 poškodovanja tuje stvari ter 1 dokazovanje in zatajitev. Slovenska Bistrica. V telovadnici je nepridiprav ukradel mobilni telefon vreden 130 evrov, mobilni telefon pa je izginil tudi iz osnovne šole, neznani tatič pa je lastnika oškodoval za 250 evrov. Za 200 evrov škode je neznani storilec povzročil s tem, ko je iz delovnega stroja iztočil nafto. Nekdo je vlomil v lokal, iz katerega je odnesel večjo količino predmetov, škode je za 7000 evrov.
Občanki je nekdo poškodoval fasado na objektu, škode je za 1000 evrov, občanu pa je neznani storilec z neznano snovjo polil osebni avto, škode pa je prav tako za 1000 evrov. Pragersko. Nafta pa je izginila tudi iz lokomotive, škode je za 300 evrov. Brezje pri Oplotnici. Nekdo je ukradel lahek priklopnik z registrsko tablico D4 867. Koritno. Nepridipravi so ukradli pnevmatsko kladivo, ki je bilo parkirano ob delovnem stroju ob reki Dravinji. Podjetje je oškodovano za 15 000 evrov. Leskovec. Osumljenec je občanki v gostinskem lokalu ukradel iz torbice denar, vendar so ga pri dejanju zalotili. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 18 prometnih nesreč, podali 7 obdolžilnih predlogov, izdali 38 plačilnih nalogov in začasno vzeli 3 vozniška dovoljenja ter zasegli 1 vozilo. Zaradi kršenja javnega reda in miru so policisti posredovali 7-krat. Obravnavali pa so še 3 kršitve zakona o proizvodnji prepovedanih drog, 2 poskusa samomora, 3-krat zasegli predmete po zakonu o kazenskem postopku, obravnavali pogrešano osebo, ki so jo našli mrtve in nudili asistenco zdravstvenemu osebju. Zabeležili pa smo tudi prometno nesrečo, ki se je zgodila 15. maja na relaciji Črešnjevec-Laporje. V deževnem jutru je voznica osebnega avtomobila z vozilom zdrsnila v jarek, zaradi poškodb pa so jo morali prepeljati v mariborsko bolnišnico. Na kraj nesreča so prispeli policisti in gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in preprečili iztekanje nevarnih snovi iz avtomobila. Spoštovani, informativna oddaja Studia Bistrica je pri koncu. Ta in prihodnji teden pa vas vabimo, da se udeležite številnih prireditev, ki bodo potekale tudi na Trgu Svobode v Slovenski Bistrici. Pa srečno do prihodnjega srečanja.